Lepo pozdravljeni v oddaji Smo dobri gospodarji. Tokrat predstavljamo podjetja, ki so svojo inovativnostjo uspela najti tržno nišo in so danes na lestvici najhitreje rastočih podjetij pri nas. Govorili bomo o izboru Gazela 2018. V podjetju Treves iz Biča prav tako vse skozi iščejo razvojne priložnosti. V dolenjski prestolnici pa načrtujejo nova mostova čez Krko v sklopu 3. razvojne osi. Začenjamo pa na Otočcu, kjer so razglasili dolenjsko-posavsko gazelo za leto 2018. Projekt izbora najboljšega hitro rastočega podjetja Gazela je star 18 let, torej je polnoleten. 11. septembra 2001, na dan, ko sta v New Yorku v terorističnem napadu padla znamenita dvojčka, se je na Otočcu odvila prva regijska podelitev tega naziva. Sinoči pa so tam na drugem regijskem izboru leta 2018 in že 121. po vrsti v zgodovini razglasili 18. dolenjsko-posavsko gazelo. Dolenjsko-posavska gazela 2018 je roletarstvo medle. Novomeško podjetje s sedežem na Cikavi je družinska gazela z 42-letno zgodovino. Iz servisnega podjetja za montiranje rolet se je preoblikovalo v proizvodno podjetje in postalo dobavitelj žaluzij, rolet in stavbnega pohištva na vseh večjih evropskih trgih. S temi preko 150 zaposlenimi dejansko se ne čutim več kot gazela, se čutim bolj kot en konj. Mislim, naše podjetje se čuti bolj kot konj, ampak ja, smo še zmeraj hitri, smo močni in gremo naprej. Glavnino prihodkov ustvarijo s prodajo rolet in žaluzij, pa tudi okna so močan segment, pravi Medle. Lani so v podjetju ustvarili slabih 19,5 milijona prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2015 skoraj 45% več. Letos načrtujejo blizu 24 milijonov prihodkov. Osebno mislim, da ponujamo dobre, inovativne produkte in servis za pošteno ceno in to je ključ do uspeha, saj mi mislimo tako. Dejansko prisluhnemo trgu, prisluhnemo, kakšne izboljšave so potrebne, kakšne potrebe so potrebne in poskušamo to čim prej implementirati v naše proizvode in seveda ponuditi kot prvi na trgu. V prihodnjem letu načrtujejo širitev v nove večje prostore, kar jim bo zagotovilo nadaljnjo rast. Imamo prostorske težave že nekaj let in dejansko se je obseg prodaje toliko povečal, da nujno potrebujemo nove prostore in komaj čakamo že, da se preselimo. Gre za okrog 14 tisoč kvadratnih metrov, od tega mislim, da je okrog 11 tisoč kvadratov proizvodne. Bomo začeli počasi konc leta, bomo začeli s selitvijo, mislim pa, da bo do konca končano nekje do konca naslednjega leta. Tača so navzoči na vseh trgih nekdanje Jugoslavije, kjer prodajo največ repromateriala, glede na to, da so tudi proizvajalci sestavnih delov za senčila. Zelo dobro prodajamo v Avstrijo, Nemčijo, Švico, nekaj v Italijo, v Izrael tudi v Francijo. Zdaj imamo en posel na Tenerifih, večji posel, tako da se kar odpira. Konec leta bodo trgu predstavili nova izdelka. Gre za novo roleto, ki bo malo spremenila filozofijo, ki se bo bolj približala žaluziji in pa še en tip zunanje žaluzije, ki ima kar nekaj prednosti. Glede na uradno statistiko izvozijo približno 40% izdelkov, poudarja Medle. Dejansko pa sodelujejo z veliko izvozniki, zato dobrih 60% njihovih izdelkov konča na tujih trgih. Rast prihodkov je v zadnjih letih sovpadala z rastjo števila zaposlenih, ki se vrti okoli 20%. Roletarstvo Medle se je dejansko izjemno razvilo v zadnjih letih, v svoji dejavnosti, praktično vodilno, tudi če pogledamo širše v Sloveniji, je v samem vrhu in roletarstvo Medle svojo ekipo domačih dokazuje, da je lahko izjemno uspešno. Med trojico nominirancev za dolenjsko-posavsko gazelo sta bili letos še podjetji Aristotel in Pako. Prvo s sedežem v Krškem, drugo na Jesenicah na Dolenjskem. Glavna karakteristika teh podjetij je, da so prodorne, da imajo inovativne proizvode, ki uspejo priti hitro do kupca, da imajo kupce,
ki jim za svoje izdelke tudi pravočasno plačajo, da lahko vlagajo naprej. Imajo zaposlene, ki ji zaupajo vodstvu, ki verjamejo v vodstvu in ki skupaj z njimi dosežejo rezultat. Zdravstveni center Aristotel letos zaokroža 20 let delovanja. Komisija je v njem prepoznala veliko dejavnikov uspeha. Morda pozitivno poslovanje, kar je danes v zdravstvu, kar sem že prej v toku razgovora poudarila, prej redkost kot pravilo. Verjamem, da nastavljamo ogledalo ostalim zdravstvenim inštitucijam, da se da tudi v zdravstvu delati pozitivno, seveda z močnim pogledom na obvladovanje stroškov, organizacijo, nabavo in verjamem, da se da, kar dokazujemo. Letos praznujemo 20 let poslovanja, torej zagotavljamo skozi vsa ta leta trajnostno rast z trajno dodano vrednostjo. V medijih tako Čakarjeva pogosto zasledimo, da zasebna naložba v zdravstvu običajno vodi k zlorabi oziroma pretakanju denarja v zasebne žepe. Trdim in striktno vztrajam na tem, da v teh 20 letih poslovanja smo izključno vlagali v sodobno opremo, ker je naš cilj in vizija zagotavljati ljudem, našim uporabnikom, pacientom, kvalitetne zdravstvene storitve z visoko strokovno usposobljenim kadrom in hkrati nuditi enako dostopnost vsem ljudem. Njihov cilj je bil vselej pripeljati zdravnike v Posavje, da ljudem ni treba na preglede v Ljubljano in druga oddaljena mesta, poudarja. V prihodnje jih čaka še kar nekaj izzivov. Zagotovo že v naslednjem letu širimo zdravstveni center in postavljamo magnetno resonanco. Širimo tudi neke druge dejavnosti, večamo že fizioterapijo in rehabilitacijo, ker nam je glede na potrebe in potrebe delodajalcev prvenstveno vidimo tam zelo velike možnosti. Prihodnje leto bodo sicer po besedah direktorice pogledali tudi preko meja, saj je v bližini milijonsko mesto. Tujina pa je zanimiva tudi za tretjega nominiranca, podjetje Pako, ki je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo. Lani je ustvarilo 9,45 milijona evrov prihodkov. Smatram, da smo zadnjih 10 let imeli relativno razburljivih, da smo se z izzivi dobro znašli. Biti gazela je samo posledica trdega dela. To je kamenček na kamenček in na konci pogača. Tako da trenutno smo padli po neki statistiki noter, smo ponosni, to kaže na nek pozitiven trend, na pozitivno klimo in enostavno smo izredno ponosni, da smo del gazel in da bomo v bodoče ostali z njimi. Pred dobrim desetletjem so bili na dnu, danes so na vrhu. Kaj je k temu prispevalo? Vse. Sprememba mentalitete, sprememba pristopa k poslu, drugačna organizacija, reorganizacija, drugačen nabor proizvodov. Lahko ostanemo tradicionalisti, mi delamo pa samo to, ampak to, ker samo to delaš, je neprofitabilno. Če želimo delati, obstati, razvijati, ker podjetniki delamo, moramo skrbeti tudi za profitabilnost. Ta profitabilnost nas je pripeljala od 5 do 50. Jaz mislim, da enostavno prilagodljivost, gledanje outside the box, enostavno iskati rešitve. Glavne vrednote podjetja, ki se ukvarja s trgovino in logistiko, tako Šimunović, so ljudje, njihovo znanje. Zaposlujejo jih približno 50. Naši kupci so digitalne tiskarne in izdelovalci reklam, majhnega in velikega formata. Naš posel se je v 25 letih, kakor se aktivno z njem ukvarjamo, absolutno spremenil. V izboru Gazela pod okriljem časnika Dnevnik vselej sodelujejo podjetja, ki se razvijajo nadpovprečno hitro. Z izborom pravzaprav spodbujamo rast v najbolj žlahtnem pomenu besede. Je pa izbor sam, ima več definicij, če jih povzemam strani tistih, ki so deležniki projekta. Na eni strani spodbujevalec optimizma, na drugi strani je motivator, na drugi strani motivator podjetništva, navdihovalec. Pravzaprav z Gazelami pa vsekakor želimo izkazati poklon podjetništvu, podjetnikom. Se treba zavedati, kdo pravzaprav je gonilo napredka pri nas. In nenazadnje imamo tudi drug projekt, Zlata nit, kjer pa nagrajujemo najboljše zaposlovalce in mnogi izmed Gazel zasijajo tudi tam.
Gazele po Vrbinčevem mnenju s sodelovanjem v izboru pokažejo svojo družbeno odgovornost. Ker jaz verjamem, da uspešna podjetja s svojim prizadevanjem so nekako pripravljena vračati tudi to v okolje in kdo pa lahko bolj navdihuje okolico kot takšna uspešna podjetja, ki so prišla do uspeha s svojim trdim delom. In pa na drugi strani pa bi rekel, da tudi so vzor mladim, ki smo jih zdaj v zadnjih 2 letih še posebej izpostavljali, tudi z organizacijo dogodkov v šolskih centrih. In lahko rečem, da ko smo neke odzive preverjali, smo bili tudi na tem uspešni. Nominiranci so vselej uspešna podjetja in med njimi ni velike razlike, pa vendar je zgolj eno zmagovalec. Metodološka komisija upošteva več dejavnikov. Rast v obravnavanem obdobju, verjetnost propada po indeksu Failure Score, primerjajo različno velika podjetja z indeksom The Back. Potem so pa tle še intervju metodološke komisije, ki pa izpostaviti mehke podatke, torej podjetniško zgodbo, vpetost v lokalno okolje, vizija in tako naprej. Roletarstvo Medle je drugi finalist, ki bo jugovzhodno regijo zastopal na nacionalnem izboru 24. oktobra v Ljubljani. Jaz sem letos, ne glede na to, da vodim projekt že nekaj let, sem se letos odločil in sem veliko večino podjetij tudi obiskal skupaj z snemalcem. Tako da sem jih spoznal tudi osebno, sem bil na samem prizorišču in dobiš uvid tudi mogoče v nekatere podrobnosti, ki sicer iz dosjeja niso razvidne. Jaz sem prepričan, da smo na Dolenjskem izbrali pravo gazelo. Podjetja gazele so bile v zadnjih letih izjemno uspešna. To se seveda kaže tudi z dobro konjunkturo v zadnjih letih. Še posebej v letu 2017 in 2018. Če smo iz 2016-2017 zaposlili v naši regiji 1400 zaposlenih več, kot smo jih imeli v letu 2016, so velik del tega prispevale gazele. Tudi letos bo tako oziroma še bolje, napoveduje Kordiš. Še ostajamo pri uspešnih podjetjih. Podjetje Treves je eden ključnih partnerjev v avtomobilski industriji. Priložnosti za razvoj so poiskali tudi v izdelkih za električna vozila in tako minuli teden zagnali proizvodnjo opreme za športno terensko vozilo z električnim pogonom. Podjetje deluje od leta 2005 na Biču v Trebanjski občini. Torej dobrih 13 let je, odkar smo ustanovili podjetje za potrebe proizvodnje za prejšnjo generacijo Twinga v Revozu. Skromni začetki so bili sorazmerno skromni, 30 zaposlenih. Temu je sledila rast, ob krizi smo pač čutili tudi mi padec, no ampak danes smo ponosni na to, da smo svoj nabor kupcev razširili, poleg Renaulta in Smarta, ki se delujejo v Revozu, tudi Fiat in predvsem Jaguar. Z Jaguarjem so posel sklenili konec leta 2015, zato so na Biču povečali proizvodne zmogljivosti in število zaposlenih. Lani so začeli proizvajati opremo za model E-Pace, ki ga sicer izdelujejo v Magni v Gradcu. Ja, trenutno pa zaganjamo serijsko proizvodnjo za električno verzijo avtomobila Jaguar E-Pace, ki se ravno tako proizvaja v Magni in v bistvu kot električni avto predstavlja način mobilnosti v prihodnje. Tu je v bistvu produkt drugih dimenzij, kakor pač za klasične avtomobile. Drugač pa proces je pač podoben, kakor je za vse te pač izdelke, ki jih proizvajamo, samo pa določene posebnosti ima na ta izdelek. Glede na to, da je naše podjetje dobilo nov projekt, se je posledično tudi število naših zaposlenih moralo povečati. Potrebovali smo nov kader na vseh področjih, tako da približno v letu in pol se je število zaposlenih povečalo več kot za 100%. Večinoma res v proizvodnji, kjer so zaposleni proizvodni operaterji, veličaristi, posledično pa tudi na vseh drugih področjih oziroma oddelkih.
Celotna naložba v nova projekta je znašala 7 milijonov evrov, do 4000 kvadratnih metrov novih prostorov pa so prišli v enem letu. Imeli smo izjemno malo časa, ker smo morali podvojiti kapacitete tovarne, prodajo, število zaposlenih in to nam je uspelo ob res veliki pomoči občine Trebnje in upravne enote Trebnje. In bi se rad res zahvalil županu gospodu Alojziju Kastelicu, brez njega to ne bi bilo mogoče. Avtomobilska industrija je izjemno organizirana. V naš prostor prinaša pravzaprav novitete na področju organizacije, na področju, to se pravi, družbene odgovornosti, kar je za občino eno najpomembnejših. Seveda je pa tudi pomembno to sodelovanje in način sodelovanja, ki je na področju tam, kjer potrebuje seveda našo pomoč, ne. In mi smo se pri tem projektu izkazali. V zelo kratkem času smo jim omogočili gradnjo, tako da so se nam zahvaljevali za to zadevo in sem vesel, da smo povezani, da med seboj sodelujemo in da pravzaprav imam v direktorju, kar bi rekel, prijatelje in sodelavce. V podjetju so sicer specializirani za razvoj, izdelavo in dobavo sestavnih delov z področja zvočne in termične izolacije. V našem podjetju proizvajamo tepihe, to so osnovni tepihi, ki pridejo na karoserijo. Potem termična in zvočna izolacija, to pomeni pri zadnjem in pa sprednjem delu vozila in pa v notranjosti vozila. Pri Jaguarju je zelo podobna zadeva kot pri Smartu in pa Twingotu. In sicer proizvajamo stranske obloge v prtljažniku in pa osnovne tepihe karoserije v notranjosti avtomobila. Naša, bi rekel, bistvena prednost pa je kakovost samih izdelkov in pa verjetno tudi cena, ki je konkurenčna na današnjem zelo konkurenčnem trgu. Ta oprema je nepogrešljiva tudi v električnih avtomobilih. Pojavlja se vprašanje, kaj bomo pravzaprav počeli v podjetju, ker prihajajo električni avtomobili, ki pravzaprav ustvarjajo zelo malo hrupa. No, ampak bi bili presenečeni, v avtomobilih, ki jih poganja električni motor, je še vedno zelo veliko hrupa. In danes želimo pokazati nove tehnologije, nove light tehnologije, ki so prilagojene za električne avtomobile. V naslednjem letu bo približno četrtina naših izdelkov vgrajena v vozila z električnim pogonom. Veseli ga, da so prepoznali priložnost, ki jo ponuja zelena električna mobilnost. Mercedes in pa Smart, ki je Daimlerjeva blagovna znamka, veliko resursov, energije, znanja vlaga v razvoj električne mobilnosti. V zadnjih letih je vsako leto več povpraševanja, tudi trenutno so na voljo samo te manjši avtomobili, kjer so dometi še omejeni. Ko bojo pa na trg prišli večji modeli z večjimi dometi, bo pa tudi to povpraševanje večje. Pričakujemo v Sloveniji nekje okrog leta 2020-2021, da bojo tudi te veliki avtomobili že imeli električen pogon v celoti. Treves je sicer eden ključnih dobaviteljev za novomeški Revoz, ki velja za našega največjega izvoznika. To sodelovanje, ki ga zdaj že tkemo vrsto let, nas v bistvu nekako navduhuje z upanjem, da bomo lahko sodelovanje krepili tudi v bodoče pri novih projektih, ki jih seveda redno razvijamo v Novem mestu. Pri sodelovanju z Trevom iz Biča gre predvsem za dobavo raznih oblog, tekstilnih oblog, ki jih vgrajujemo v naša vozila. Ne gre za vse modele, trenutno za Clio nam ta dobavitelj teh oblog ne dobavlja, ker smo zelo v kratkem roku morali industrializirati ta model, vendar, kot rečeno, za preostale proizvode jih dobavlja in upamo, da bo v bodoče pri novih modelih tudi tako. V podjetju je ta čas 145 zaposlenih. Večinoma delovnih mest smo zapolnili v proizvodnji, gre za proizvodne operaterje, proizvodne viličariste, potem oddelki vzdrževanja, logistike, metod, kakovosti, seveda pa tudi v ostalih režijskih službah, kot so oddelek človeških virov, finance, nabava. Sedaj imamo tudi nov oddelek varnost in zdravje ter ergonomija na delovnem mestu. Ja, glede na to, da se pojavljajo vedno novi izzivi, tako v proizvodnji, se pojavljajo tudi na področju iskanja kadrov, kadrovanja.
Iščemo stalno nove zaposlene, kader se menja, želimo, da so naši zaposleni zadovoljni pri nas, da so motivirani, saj se zavedamo, da samo ti zaposleni, ki se dobro počuti na delovnem mestu, tudi prinese najboljše rezultate, kar pa je v bistvu dodana vrednost za samo podjetje. Ja, v proizvodnji je 77 operaterjev, potem je 9 viličaristov, 9 delovodij, 3 vodje izmen in vodje proizvodnje. Delamo v 3 izmene, začnemo v nedeljo ob 22. uri, končamo pa v petek ob 22. uri. Občasno delamo tudi v soboto. Pogoj za uspeh je timsko delo. Jaz kot direktor podjetja brez svojih zaposlenih ne morem narediti praktično nič. Razvijamo kulturo dialoga, o odprtih težavah se pogovarjamo in iščemo rešitve. To je edini način, da prebrodiš krizne čase, ki so, kadar ti začne prodaja padati, in tudi takrat, kadar imaš dela preveč, kar se je nam zdaj zgodilo v zadnjih 2 leti. Brez timskega dela in sodelovanja vseh zaposlenih tega ne bi mogli narediti. Gospodarska regija Dolenjska in Bela krajina že vrsto let dosega odlične rezultate. V letu 2017 so gospodarske družbe ustvarile več kot 5,7 milijard evrov prihodka in 364 milijonov evrov čistega dobička. In del te zgodbe je tudi Treves. In z svojim delom, zavzetostjo vodstva vseh zaposlenih so uspeli v teh letih narediti še en korak naprej. Tako da so po modelih Twingo, Clio in Vind v prvi fazi nadaljevali svoj program uspešno z novim Twingom, z 4-sedežnim Smartom in so ga zdaj v tem letu nadgradili z svojimi sestavnimi deli za, lahko rečemo, kar odličnega proizvajalca športnih terencev Jaguar. S tem je Trev postal tudi izvoznik, kajti do sedaj so praktično vse njihove proizvode dobavljali le podjetju Revoz, tako da imamo, lahko rečemo, v tem trenutku tudi novega izvoznika v naši regiji. Mi delamo na trgu, tako imenovanem B2B trgu, se pravi delamo za znane kupce. To pomeni, absolutno želimo obdržati našega prvega in še vedno zelo pomembnega kupca, to je Revoz. To, se pravi, sodelovanje, ki smo ga začeli z Jaguarjem, je dalo izjemno dobre rezultate. Pri kupcu so zadovoljni s tem, kar počnemo, tako da računamo na razvoj poslovanja z obstoječima kupcema. Seveda ne bomo se pobranili niti novih kupcev, novih avtomobilskih znamk. Zagon nove proizvodnje so sicer pospremili s poslovno-družabnim dogodkom, ki se ga je udeležila tudi francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari. V Novem mestu so predstavili natečajno rešitev za most na novi 4-pasovni cesti ter vzporedni most za pešce in kolesarje čez Krko na prvi in drugi etapi trase 3. razvojne osi od priključka na avtocesto pri Novem mestu v neposredni bližini nakupovalnega središča Kolandija do priključka Osredek. Na razpis za izdelavo natečajne rešitve so prispeli 3 predlogi. Komisijo, ki so jo sestavljali predstavniki Darsa, lokalne skupnosti ter inženirske in arhitekturne zbornice, je najbolj prepričala rešitev projektantskih podjetij Pontnik iz Maribora in Pipenbacher inženirji iz Slovenske Bistrice. Čeprav je avtocestni most bo izgledal zelo lahkotno, ob tem mostu bo še brv. Ta brv bo imela razpon 135 metrov, debeline samo 40 cm, ena zelo taka sodobna high-tech konstrukcija. Most je zasnovan kot dvojna gredna konstrukcija v dolžini 310 metrov. Konstrukcijo bodo izvedli po tehnologiji proste konzolne gradnje. Pri načrtovanju mostov so se izognili posegu v Krko. Danes so tehnologije, mi v bistvu gremo za 135-140 metrov preko Krke, ne motimo preko narave, ne motimo bregov, gremo preko in enako naredimo tudi za peš mostom. Pa še ena stvar, ki je važna, pod to podporo, podporo je predvideno, da se uredi v bistvu en taki mini park. Dars je po zaključenem natečaju že sklenil pogodbo z avtorjem prvonagrajene rešitve.
Po besedah prvega moža Darsa, Tomaža Vidica, je cilj do konca leta ali najpozneje v začetku prihodnjega pridobiti gradbeno dovoljenje za 5,5 km nove štiripasovnice, katere sestavni del sta tudi mostova. Na to pa že v prvi polovici prihodnega leta objavimo razpis za gradnjo. To pomeni javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo 5,5 km štiripasovne hitre ceste od priključka Novo Mesto-Vzhod na avtocesti A2 do priključka Osredek. Naložba za ta del hitre ceste je ocenjena na 110 milijonov evrov brez DDV. Glede financiranja zelo resno računamo na do 40 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ostala sredstva bo Dars zagotovil iz lastnih virov, to pomeni iz cestnine. Torej, mislim, da je predvsem to dobra novica, da je to darilo investitorja Darsa, da je prišel za novico v Novo mesto, da stvari tečejo po načrtovani časovnici, torej da regija dobiva pomembno mednarodno in regijsko povezavo, da Novo mesto dobiva naslednji most za avtomobilski promet, ki nam bo razbremenil naše ceste v samem mestu. In seveda vesel sem, da je pa to tudi rezultat arhitekturnega natečaja, ki na nek način tudi določa estetsko najboljše variante in seveda vse tri variante so prav gotovo zelo všečne, verjamem pa, da je komisija zbrala tisto, ki je najbolj primerno. S to današnjo predstavitvijo smo bistveno bližje našemu željenemu cilju, ki ga želi gospodarstvo. To pa je hitra cesta, ki bo dejansko pomenila bistveno varnejši promet tako na področju Novega mesta, kot potem nadaljevanje proti Beli krajini. Drugi del hitre ceste v dolžini 12,4 km od priključka Osredek do priključka Maline, vključno z navezovalno cesto na Dolje v dolžini 2,1 km in predorom pod Gorjanci v dolžini 2,3 km, pa je po navedbah Vidica zahtevnejši zalogaj. Gradbeno-tehnični elaborat je že izdelan. Najprej bo treba sprejeti odločitev. Na osnovi rezultatov tega elaborata bo najprej potrebno se odločiti, ali bo tudi v nadaljevanju štiripasovna hitra cesta ali pa bo mogoče tako imenovana polovična hitra cesta oziroma fazna gradnja. Predvsem je tukaj seveda zahteven predor pod Gorjanci. Tukaj še ne moramo govoriti o neki natančnejši ocenjeni vrednosti investicije. Zelo groba ocena pa je, da je to nekje do 300 milijonov evrov. Razstava vseh treh natečajnih rešitev bo na ogled v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto do 29. septembra. To je vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji z gospodarskimi vsebinami. Če ste nas zamudili, si lahko prispevke ogledate na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Prijeten večer vam želimo in lep pozdrav do prihodnjič. Srečno!